Mustang, divji konj in Ford. To dvoje mi najprej pade pred oči. Mislim, tale Fordov Mustang, da se razumemo. O njem sem sanjal že kot otrok in še danes se kdaj zbudim z nasmehom na obrazu, ker sem sanjal točno takšnega, rdečega, letnik 64. No, ali pa kateregakoli iz prve generacije. Ta avto je povzročil res pravo mini revolucijo in pri Fordu so ga razvili iz obstoječe linije modelov, ampak s totalno hudo obliko. V bistvu je bil že za Ford pravo presenečenje, ker so ga predstavili spomladi in so računali, da jih bodo v prvem letu prodali 100.000, pa so jih kar 400.000 in v 2 letih že kar milijon. Pred 4 leti je bilo proizvedenih 10 milijonov Mustangov in to je Fordova najstarejša oznaka za model, ker je na cestah že skoraj 60 let. In očitno ne bo kar tako izginila, ker jo bo zdaj nosil tale, električni Mustang Mach-E. A ne, Matej? Vem, težko vidite povezavo s prvi in tudi z aktualnim Mach-1 nimate veliko skupnega razen tega lepega konjička, ampak živimo v letu 2022, treba je vedeti, da se svet okoli nas spreminja, če to želimo ali pa ne, in tudi avtomobilizem gre naprej. Ne me grdo gledati, tudi če baterijski električni avti nimajo prihodnosti, bodo pa zelo veliko naredili za razvoj učinkovitih pogonov v prihodnosti. Ampak Mustang ima tukaj še veliko težjo nalogo. Postati mora zaželen. Okej, o tem, da si ga želi marsikdo, ne dvomim, sploh ko ga vidi v živo. Ampak cena novega se začne tik pod 70 juri, zato ne bo takoj takšna uspešnica kot ta prvi toliko let nazaj. Tale pa sploh, najhujši v ponudbi z oznako GT in s ceno 95.500 evrov. Ja, to pa ni heca, ne? In res ni. Ja, nori pospeški. Ja, je fino, ker mi malo nategne kožo in skrije gubice. Natrese samo nekaj podatkov za občutek. Ima 2 motorja, torej 4-kolesni pogon, največja moč je pa 358 kW, po domače 487 konjev, 860 Nm navora. Aha, vidim, da se oči že bolj odpirajo. Sicer je tole kar velik stroj, 4,74 metra je dolg, ampak je za SUV precej nizek. Od tal je GT oddaljen samo 13 cm, zato se zelo dobro pelje. No, pa zaradi nizkega težišča in razmeroma majhne mase. Majhne rečem, ker so uporabili različne kovine in kompozite, da tehtnica pokaže kar se da mal, še vedno pa več kot 2200 kg. Že samo to me vedno znova preseneti, kako se lahko tako velik in težek avto tako dobro pelje. Ne bom rekel lahkotno, ker je daleč od tega, ampak ubogljivo, čeprav sem tukaj izbral program Untamed Plus, neukročen plus. Tudi to je posebnost GT-ja, da pokaže, kako divji je in kot kole preskušen, kako dobro držijo gume, kako se odziva podvozje in kje je najbližja hitra polnilnica, vidim, da gre za hud stroj. Je nekaj posebenega, čutiš tudi med vožnjo. Podvozje je kar čvrsto nastavljeno in ima tukaj serijsko še prilagodljive blažilnike Magnaride. V Untamed Plus načinu je pogon ves čas v pripravljenosti in dovoli precej več zabave, ker so želeli, da z njim vozniki uživajo celo na stezi. Ja, še zvok je v tem primeru kar zabavna reč, no. Nikaj. Mogoče po občutku malo preveč resna, premalo huliganska, ampak vseeno na svoj poseben, moderen način zabavna. Je pa tole zanimiv avto, tudi ko je pri miru. Zunanjost je zelo zanimiva, tukaj ni dvoma, ljudem je zelo všeč, ampak moram pokazati še kabino. Sploh pa zaslon. Evo, tole je moj laptop, 14-palčni zaslon ima in na njej naredim ogromno svojega dela, če ga dam k temu, je pa kar neka majhana, ne? Ja, tale meri kar 15,5 palca in na njem je praktično vse, kar lahko upravljate, nastavljate, izbirate. Niso čisto vsega spravili nanj, tale gumb je itak prvo, kar pade v oči in načeloma je okej, čeprav v prstih deluje mogoče malce njeno. Pa kakšne stvari so preveč zakomplicirali. Ne vem, zakaj moram recimo 2-krat klikati za notranje kroženje zraka, tukaj pa za ogrevanje šipe, če pa sam zaslon toliko ogromen. Vse je plec, a ne? Dobro, vsaj na volanu so še ta pravi gumbi, pa teli za šipe tudi, za razliko od nekaterih avtov drugih znamk. Enako lahko rečem za tole površino za polnjenje telefona, ker v velikih avtih ne deluje dobro, ali je pa res čudno postavljena, tukaj si pa zasluži samo dobre ocene. Pa tudi nasploh so tele odlagalne površine zelo fajn.
No, to so prvi občutki. Za druge in tretje bo pa šlo zdaj veliko časa za testiranje, da vidimo, kako poseben je Mustang za moderne čase. Pa je, mislim, za moderne čase. Ja. Če naštrom, itak, ne? Ja, sam. Zdaj, se vem, tudi meni je veliko bolj všeč Mustang Mach-1, ker pa ta on tvoj na začetku, kako je bil lep. Ti pa res. A veš, ta je od Damjana iz Ljubljane, ki je član zveze SVS. Ki pomeni... Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil. Bravo.